Različni ustvarjalke in ustvarjalci so v blejskem prostoru s svojim vsestranskim delom pustili raznolike odtise na številnih področjih javnega življenja. Nekatera njihova dela so vidna tudi v samem kraju. Bronaste skulpture kiparja Slavka Oblaka, ki so umeščene v blejske parke in javne ustanove, nam budijo spomin na ustvarjalca, predanega svoji umetnosti in Bledu. Bled krasi 5 plastik Slavka Oblaka, ki so od leta 2024 povezane v post skulptur Slavka Oblaka. Prva, Ciklama ob jezeru, je bila postavljena leta 1997, brstični vodnjak pred sedežem občine Bled leta 2002, kip Matere Božje z detetom je bil v kapelo Blejskega gradu postavljen ob 1000-letnici prve omembe Bleda v pisnih virih leta 2004. Od leta 2021 je Bled bogatejši tudi za plastiko Grajski cvet, ki je bila postavljena v Grajski park, ki ga je Zavod za kulturo Bled v celoti prenovil leta 2019. Zadnja plastika, Blejska ptica, je svoje mesto v vrtu pred festivalno dvorano našla leta 2024. Pot, ki povezuje dela kiparja Slavka Oblaka, ostaja trajni spomenik v našem prostoru. Brstični vodnjak pred mestno hišo Zora, 2002. Slavka Oblaka sta voda in narava zaznamovala že v zgodnjem otroštvu. Rodil se je v Rečici pri Bledu, vasici obkroženi s potoki, ki se zlivajo v naravno lepoto Blejskega jezera. Izučen tesar po očetu in mojster ustvarjanja šopkov po mami si je želel več in se vpisal na Münchensko akademijo, kjer je spoznal veščino vlivanja kipov v bron, material, v katerem je ustvaril številne vodnjake z motivi rastlin v bavarskem mestecu Landshut. V bližini mesta si je postavil hišo z livarno in samooskrbnim posestvom. Njegove skulpture so izraz življenja z naravo in vedno pazljivo postavljene v okolico, tako da dopolnjujejo krajinske oblike. Oblak je vedno doživljal svoj Bled skozi kontekst sorodnih oblik v okolici in mesto že leta 1962 upodobil na plaketi z otoško cerkvico, obkroženo s številnimi okroglinami, ki spominjajo na brstiče. Brstični vodnjak pred mestno hišo na Bledu sestavlja krogla, razdeljena na 3 enake dele, ki so se ravno razprli, da bi iz njegovega središča pritekla voda. Cvetni brst ali cvetni popek predstavlja osnovo za nadaljnjo rast in razvoj socvetij. Končni brsti lahko dosežejo velike dimenzije, kar je dobro vidno pri zelnati glavi, ki je povečan brst. Odprtje popka pomeni pomlad in začetek življenja, dolgo pričakovani trenutek, ki omogoča rast. Ta trenutek je Oblak predstavil skozi dramatično igro senc in sončne svetlobe, ki pada na dele brsta, medtem ko ga poživlja voda iz vodnjaka in ga nežno boža po gladki teksturi brona, kar omogoča fine optične učinke, kot so odbleski in celo zrcaljenje okolice na njegovi površini. Vodno korito tvori krog, ki se koncentrično širi na zunanji tlak in odmeva novo življenje in rast, ki naj ga udejanja modra mestna oblast. Postavljanje pred mestno občino na Bledu, domačem kraju Slavka Oblaka in mestom s tisočletno zgodovino, ki se je ohranilo za voljo pametnih odločitev oblastnikov. Postavljen je bil leta 2002 v času konjunkture, ko se je Bled skozi konferenčno dejavnost in šahovsko olimpijado bliskovito razvijal in doživljal enega svojih vzponov. Oblak je ta čas v mestni zgodovini predstavil ravno v trenutku razcveta. Spominja na religiozno epifanijo, saj je posredi skrivnost, ko rastlina vsako leto ve, kdaj je primeren trenutek za razprstje in omogočanje krogotoka življenja. Oblak je s postavitvijo pred Blejskim jezerom in pogledom na otok naredil vse, da nam vzame dah in ta duhovni trenutek prenese na naša telesa. Brstični vodnjak je na videz preprost zaradi reduciranih oblik na najnujnejše, vendar učinkuje skozi duhovnost, spremembo oblike, svetlobe in sence ter tekoče vode na koži listov izjemno močno, saj spodbuja nenehno doživljanje čustvenega trenutka, v katerem se združi naš svet z duhovnim. Ciklama ob jezeru iz leta 1997.
Eden najlepših pogledov na Blejski grad je iz prehajalne poti ob jezeru, kjer raste skulptura ciklama Slavka Oblaka. V primerjavi z brstičnim vodnjakom pred mestno hišo je skulptura precej večja in bolj poosebljena, ko skozi upognjene liste zbuja občutek življenja in gibanja. Upodobljena je navadna ciklama, rastlina z vijoličasto rdečimi dišečimi cvetovi. V gozdu jo bomo najpogosteje opazili v poznem poletju in jeseni, ko cveti. Listi so srčaste ali ledvičaste oblike. Vsaka rastlina ima svoj vzorec, ki je lahko različno bogat. Ciklama je dobila ljudsko ime krvavi lisec, ker naj bi dalo človeku vedeti, da sta včasih lepota in nevarnost združeni. Je namreč strupena rastlina. Čarovne moči ciklame so povezane s srečo, zaščito, plodnostjo in poželenjem. Ženske so uporabljale, kadar so želele zanositi ali prebuditi strast, vonj cvetočih ciklam pa naj bi ublažil bolečine žalostnega srca. Ženske so nabirale ciklame, krščanski simbol Marijine žalosti, tudi za okras. S šopki so krasile domove, cerkvene oltarje, grobove, kapelice, razpela in še kaj. Četudi se je uporaba te rožice do danes zelo spremenila, pa nespremenjeno zapeljiv ostaja njen duh. Zanimivost. V angleški literaturi je navedeno, da je najlepše marmorirane ciklame mogoče najti prav v okolici Blejskega jezera. Oblak jo je upodobil v vsem njenem spektru kot nežno in ranljivo, a tudi kot muhasto grožnjo v značilno zamrznjenem trenutku z dramatično osvetljavo. Predstavljena je s tankim steblom in velikimi listi v gibanju in s tendenco rasti daje vtis, da se dviga iz plodnih tal. Deluje kot orjaški cvet starejših geoloških obdobij. Zliva se z okolico gradu in rastja, bujni listi dajejo vtis, kot da gre za v naravi nahajajoče senzorje, ušesa, ki prisluškujejo obdajajočemu okolju. Gladka in hrapava tekstura rahlo nagubanih listov tvori igro svetlob in sence, kar daje vtis, da jo usmerja neka skrivnostna življenjska sila, imenovana vitalizem. Ta sila je aktualna metafora za opis ustvarjalnega dejanja kot magičnega trenutka, v katerem notranja materija nenadoma impregnira življenje z gibanjem in živo obliko. Slavko Oblak, blejska ptica, bronasta skulptura. Pred festivalno dvorano na Bledu je priletela ptica, še ena velika skulptura Slavka Oblaka po vzoru drugih, ki stoje v mestu in na gradu. Umetnik je skulpturo podaril ob svojem 90. jubileju. Če pogledamo festivalno dvorano, pred katero je plastika ptice, dobimo enoten simbol ustvarjanja. Ni pravzaprav težko iskati podobnost v teh simbolih, ki so plod prizadevanja številnih kulturnih delavcev, na drugi strani pa umetnika, ki se pokloni in v znak spoštovanja podari plastiko mestu. Akademski kipar Slavko Oblak je večino ustvarjalnega življenja preživel v bližini Landshuta, na idilični kmetiji, kjer je postavil livarno za svoje bronaste plastike. Tam je umetnik tudi ulil blejsko ptico, eno od mnogih skulptur, v katerih je našel sožitje s krajem, ki jih pogojuje. Nastala je daljnega leta 1977 in je nosila naslov Kopajoči Adler, torej Kopajoči orel. Ta je ulita v urbano in dinamično organsko obliko, ki spominja na ptico. V podobotvorju Slavka Oblaka imajo živali vsaj tolikšno mesto kot rastline, cvetlice in popki. Na njegovem posestvu v bližini Landshuta je Forma Viva, zunanja galerija, kjer so na pobočju posejane skulpture figur povečanih rastlin in stiliziranih živali. Plastike se naravno umeščajo v kulturno krajino, ki jo je kmet obdelal, tako da mu ob estetski zadovoljuje tudi osnovno hrano. Najnovejša pridobitev na Bledu je skulptura velikega formata, ki deluje monumentalno v tem smislu, da združuje v sebi fizično veličino, obogateno z graciozno kompozicijo delov ptice pri kopanju. Ptica ima eno perut obrnjeno navzgor, druga pa je ob trupu. Glava je obrnjena po strani,
na tleh sta noga in perut. Celotna kompozicija je prežeta s tisto značilno napetostjo, ki je svojska Oblakovim figuram in ki nas navdaja z vizijo gibanja. S komaj sluteno sproščenostjo je energija ptice zaustavljena v osnovnih oblikah in obratih delov telesa po vzoru Henryja Moora. Gre za stilizacijo figure in podobno igro pozitivnega in negativnega prostora. Groba obdelava površine te plastike zbuja občutek mehkobe in spominja na perje ptice. Oblak je ustvaril lepo kiparsko delo, ki predstavlja nov tip živali, ta pa je izžarevano trajno življenje in toplino skozi utripajoče oblike v igrivi sproščenosti, značilni za človeka in žival. Grajski cvet je značilna Oblakova skulptura, ki se fantastično umešča v grajski park in v jame z okoliškimi drevesi, kjer skupaj rastejo in se zibajo v večnem minevanju letnih časov. Učinkuje samozavestno, igrivo in skrivnostno. Oblakova dela estetsko nadgrajujejo in dopolnjujejo čudovite lokacije, v katerih se nahajajo. Po rodu je Oblak Blejc, ki je na svojem drugem domu v kmetiji v predmestju Landshuta postavil lastno livarno za ulivanje skulptur, ki krasijo in estetsko dopolnjujejo mnoge javne zgradbe in parke v Landshutu, imenovanem tudi mesto vodnjakov in javnih plastik. Vsa njegova dela kažejo na globok odnos z naravo, ki traja že celo njegovo življenje in s katero v sobivanju tudi živi. Grajski cvet je velika skulptura, ki učinkuje živahno, kakor semafor ali žival z dvema dvignjenima ušesoma. Iz bronastega podstavka raste sploščeno steblo, ki se razcepi na dve strani z ledvičasto oblikovanimi rastlinskimi listi in spominjajo na kaktus. Lista sta zamaknjena in med njima je prostor, tako da se zdi, kakor da opletata na vse strani in komunicirata z okolico. Postavljen je v grajski park, ki so ga v Zavodu za kulturo Bled leta 2019 popolnoma prenovili in uredili. Naslednje leto jeseni je v njemu vzklil grajski cvet, mogočna listnata rastlina, ki dopolnjuje grajska drevesa in svojo formo zrcali silhueto gradu. Oblak je ustvaril kinetično, vendar tiho prispodobo povezanosti človeka, narave in tehnologije. Njegovo delo je spodbuda za trajno in sonaravno bivanje in metafora te nepopustljive predanosti naravi. Kip Matere Božje z detetom v kapeli na Blejskem gradu iz leta 2004. Niso vsi umetniki, ki izdelujejo religiozna dela, religiozni. Izjema je Slavko Oblak, ki je globoko veren. V svojem priljubljenem materialu bronu je vlil na stotine religioznih podob, od plaket s Sveto družino in odrešenikom do medalj in velikih skulptur družine z otrokom. Ob tem pa je gojil globoko zanimanje za ustvarjanje skozi objekt in skozi okolje. To zavedanje je omogočilo kiparju, da je delal v sodelovanju s tehnologijo, človekom in njegovim okoljem, kar je uresničil v svoji mali mojstrovini Mariji z Jezusom na podstavku. Pomembno je videti skulpturo skupaj s kapelo, saj je Oblak tako kipar, izučen tesar in arhitekt. Tukaj ni združil le arhitekture in skulpture, ampak tudi fresko slikarstvo. Naredil je vse, da vplete gledalca in navdihne vero ob razsvetljevalki Mariji, katere ime pomeni tista, ki jo ljubi Bog. Po katoliškem nauku je po Božji moči spočela in rodila Jezusa Kristusa. Kult izhaja iz krščanske, asketske ideologije, v okviru rimokatoliške zahodne cerkve pa se je v fevdalizmu navezal na romantično viteško čaščenje žensk nasploh. Cerkev daje Mariji kot kraljici vseh svetnikov prednost v čaščenju in ji priznava pravico in najvišje spoštovanje. Njen kult pride do izraza v številnih praznikih v njeno počastitev, v velikem številu njej posvečenih cerkva ter v združevanjih in redovih z njenim imenom. V okviru tega kulta so bile proglašene tudi dogme o njenem brezmadežnem spočetju in njenem vnebovzetju.
Oblak nam posreduje celopostavno figuro Marije z detetom. Edini način, da razumemo njeno veličino in vpliv, je skozi uporabo metafore. Njeno telo je zreducirano na najbolj bistveno obliko kroga in trikotnika, arhetipa popolne oblike in trikotnega razmerja med Bogom, Svetim Duhom in Jezusom. Razmerje med duhovnim in fizičnim je kipar prenesel v bron. Vidimo otroka in svetnico, kako mirno stojita pred nami brez odvečnih informacij. Otrok Jezus ima majhno glavo, zato pa velik svetniški sij, nimb. Njegovo telo je skrito pod široko zglajeno obleko, na robovih rahlo nagubano. Zdi se, da lebdi v zraku, kakor pritiče Božjemu bitju. Vse te različne teksture je kipar uporabil tudi na Mariji. Velik nimb in komaj nakazani obraz, oblečen v pasico, se nadaljuje v gladko sijočo površino obleke, kar prekinja hrapavi kvadrat, pod njim pa dolgo vertikalno nagubana draperija. Leta 2000 je naredil prvi osnutek in to je bil čas, ko so nekateri globoko verni ljudje pričakovali konec sveta. Zanimanje za religijo se je povečalo, hkrati pa je Bled izrazil novo zanimanje za svojega kiparja, ki je preživel večino življenja v zahodni Nemčiji. Bližala se je tisočletnica prve omembe Bleda, kar je bil povod za vabilo kiparju, da obeleži ta jubilej. Ta praznik je bilo potrebno povezati z najstarejšo ohranjeno arhitekturo na Bledu, grad z grajsko kapelo. Vendar Oblak ne želi iz tega praznika narediti veliko ceremonijo, ampak preko bronaste figure prenesti globoko vero na posameznika, tako da omogoči nekakšno mirno, meditativno vstopnico v duhovnost. Kipar vplete posameznika na več načinov, preko skulpture in celotne kapele. V ozadju je na freski podoba Kristusa na Veronikinem prtu, ki je naguban in se zdi, kot da se premika, medtem ko svetnika na vsaki strani prezbiterja gledata v skulpturo, tako da vsi skupaj prisustvujemo njenemu kultu. Marija z Jezusom na podstavku ob svetnikih je skrivnostno osvetljena od zadaj in od zgoraj. Ko gledamo proti oltarju v dopoldanskem času in svetloba čudežno osvetli figuri in se ozremo navzgor, vidimo upodobitev Svete Trojice, Jezusa, Boga Očeta in Svetega Duha. V svetlobi, ki pronica od Svetega Duha proti skulpturi, se združita duhovna in fizična moč. Ne pozabimo, da je Oblak mojster postavitve svojih kipov v okolje, kajti kot tesar in arhitekt pozna trike, da se lahko zgodi magija. Oblak je tako naredil vse, da občutimo ta duhovni trenutek, ko je družina skupaj in med njimi poteka globok meditativni pogovor, v katerem spontano prisustvujemo. Ne racionalno, temveč skozi telo in čutila doživi posameznik duhovno prebujenje, močno čustveno doživetje, ki je posledica enotnosti našega sveta z duhovnim.